Pozdravljeni v novi sezoni oddaj Ambienti. Dom niso samo 4 stene, temveč je vpogled v dušo in srce posameznika, ki ga naseljuje. Z oddajo Ambienti bomo vstopali v slovenske domove skozi široko odprta vrata arhitekturnih biserov, v katerih se zrcalijo izkušnje, znanje ter domišljija slovenskih arhitektov, oblikovalcev, proizvajalcev ter izvajalcev. Je oddaja za vse, ki nam je mar, v kakšnem okolju bivamo in kakšen je videz dežele, v kateri živimo. Za začetek smo se podali na zelene obronke našega najstarejšega mesta. Tam so na idilični lokaciji zgradili moderno družinsko hišo. In pozor, pri organizaciji dela in komunikaciji z mojstri je glavno taktirko vihtela ženska roka. Mlada lastnica je z odločnostjo in jasno vizijo poskrbela, da je bila hiša nared za vselitev že po dobrem letu. Na severnem delu Ptuja je z zelenjem in vinogradi porasel grič imenovan Mestni vrh. Na njem je zrasla impozantna hiša s prefinjeno notranjostjo in prvovrstnimi razgledi. Patricija, najbolj priljubljen slogan nepremičninarjev je lokacija, lokacija, lokacija. In pri vas dejansko je to res ena fantastična lokacija. Kakšna je bila pot do nje? Ja, drži, lokacija je tista, ki je najpomembnejša. Midva z možem sva dolgo iskala primerno lokacijo in naenkrat sva jo našla ne na nepremičninskem trgu, ampak dejansko fizično v naravi in takrat sva vedela, da je to to. Ta lokacija nam ponuja en krasen pogled na Ptuj, na drugi strani na Pohorje, je blizu mesta, hkrati daleč od mesta, tako da nam nudi tu zelo udobno bivanje. Pri prvem vtisu s hišo izstopa pročelje. Tukaj gre za imitacijo lesa, ne? Res je. Gre za aluminij, ki je trend v arhitekturi. Midva sva več let zbirala in iskala ideje po sejmih, tako doma kot v tujini. In najina hiša je nekako zbir vsega, kar sva videla in kar nam je bilo všeč. Hiša družine Kovačec je zgrajena iz opeke in armiranega betona. Za ogrevanje uporabljajo toplotno črpalko zrak-voda, za domačno vzdušje pa v hladnih mesecih poskrbijo še z ognjem v kaminu. Celotna hiša je podkletena. Glavni vhod v stavbo je v pritličju, iz zračne predsobe nas široki hodnik popelje do dnevne sobe in kuhinje. V zgornjem nadstropju so spalnica, garderobni prostor in v nežne barve odeta kopalnica z izhodom na strešno teraso. Ne pogovarjam se po naključju ravno z vami o hiši. Povejte malo o svoji vlogi pri gradnji. Ja, moja vloga je mogoče malce manj običajna in sicer za razliko od moža sem bila jaz tista, ki sem praktično vodila vse od začetka do konca, od same gradnje pa potem opreme. Vse je sodeloval mož in dodajal ideje, ampak glavni nadzorni pa v komunikaciji z mojstri pa sem bila jaz. Kaj ste pa sicer vi po poklicu? Po izobrazbi sem jaz profesorica slovenščine in prevajalka angleščine, kar je seveda daleč od gradbeništva, ampak veliko sem se naučila v tem času. No in kako je bilo potem usmerjati razne mojstre po hiši? Koliko je tukaj obveljala vaša ženska beseda? Ja, je bilo kar pestro, no. Verjetno tudi mojstrom sprejeti eno žensko besedo, ampak smo nekako lepo speljali vse zadeve. Patricija, sva v zelo svetlem osrednjem prostoru, veliko razgledov, kar pa pomeni tudi veliko svetlobe in veliko sonca, ki ga je včasih tudi preveč. Kako ste se tega lotili? Vedeli smo, da nekaj rabimo za senčenje. Iskali smo seveda rešitev, ki je ne samo senčenje, ampak ima eno estetsko vlogo. Žaluzije so nam luštne, ker se z njimi včasih diskretno zapremo in skrijemo. Senčijo, se pravi, določamo svetlobo, kolikor je sami pravzaprav želimo. To v srednjem prostoru počnemo z daljincem, v otroških sobah na stikalo. Žaluzije sva namestila, se pravi, tu v pritličju in zdaj ugotavljamo po letu in nekaj časa bivanja v hiši, da nam pa v zgornjem nadstropju manjkajo in jih želimo dodatno še namestiti. Gospod Borkovič, kdaj je bolj pametno vgraditi žaluzijo in kdaj roleto?
V slovenskih dovojih je v bistvu bilo v preteklem času ogromno rulet, večina rulet. Ne. V današnjih časih v bistvu arhitekti napeljujejo nekako na te velike steklene površine, ne, kjer je zahteva po panoramskem razgledu in je vedno več tudi na teh modernih dizajnov in je vedno več žaluzij. Ne. Ravno sedaj smo na objektu pri gospe Kovačec, kjer v bistvu smo se že ob prvem srečanju srečali z izzivom. Ne. Hiša je na zelo izpostavljenem vetrovnem področju na vrhu hriba, ne, kjer je dejansko veter z vseh strani. Ne. V ta namen smo razvili sistem Hero, ki temelji v bistvu na naši novi lameli P, ki ima izrazite prednosti v samih vetrovnih okoliščinah. Močno je ojačana na svojih konceh, kjer so kovinski drsniki. Vstavljena je noter tudi guma na spodnjem delu, ki omogoča, da ko jo zapremo, ne rožlja v vetru, ne, in se zelo dobro obnaša pri teh velikih razponih, ki jih tukaj vidimo. Ne. Lahko zapiramo ogromne površine, tudi do 16 kvadratnih metrov, izredne dolžine, ne, tudi do 5 metrov, ne, tako da se lahko v bistvu kakršnakoli večja steklena površina zasenči. V kateri fazi načrtovanja oziroma gradnje pa moram vedeti, ali bom dal roleto ali žaluzijo? Faza, kdaj se odločite, v bistvu, kaj boste vgradili, je dejansko pri sami gradnji v tistem trenutku, ko se vgrajujejo okna. Takrat in ko se zaključuje fasada. V Puro sistemu dejansko do tistega zadnjega momenta se stranka ne rabi odločiti, ne, kaj bi vgradila noter. So to rolete, žaluzije, komarniki, kjer sistem pogona se bo noter uporabil, ne. Tako da lahko pri gradnji v bistvu pustimo prostor za to omarico in se v zadnjem momentu odločimo, ne, kaj bomo imeli. Imamo pa na tem objektu tudi zanimiv način uporabe rolete. V enem kotu je tudi ta letna kuhinja in tle nam je bil izziv, s čim jo zapreti, da bo to estetsko lepo izgledalo, da je lahko v trenutku zapreš dol, ne, da ne posega potem v ta estetski videz terase. Ne. In tle smo predlagali rolo vrata, ne, v isti barvi, kot so same žaluzije na samem objektu, ne, in dejansko, ko tudi te žaluzije enkrat zaprete dol, je ta videz zelo podoben. Ne. In potem je še ena stvar, ki je tudi na videz skrita. Rob terase gleda v bistvu na ta prekrasen pogled dol proti Ptuju, ne, in je tudi brez kakršnega koli podpornega stebra, ne, in tle nam je dejansko bil izziv najti neko senčilo, ki bi bilo brez vodila. Ne. In tle nam je prišla ideja, da bi v bistvu stendo vertikalno srenčili ta rob terase. Ne. Posrečen se je tudi to, ne, ker je bilo dovolj prostora v izolaciji, da smo jo skrili v strop noter, da je to res estetsko dovršeno. Ne. Podobno kot teraso s prelestnim razgledom, tudi notranjost hiše prevevata skladnost in udobje. Zakonca Kovačec sta skrbno izbrala talne obloge, dala izdelati pohištvo po meri ter si omislila elegantna svetila. Vse naše življenje je eno iskanje harmonije, enega ravnovesja. Najprej sva razmišljala o notranji oblikovalki oziroma oblikovalcu, pa sva na to sklenila, da morava to narediti sama, da daš sebe v hišo, sebe najboljše poznaš in potem lažje dihaš in s tem živiš. In nekako sva takole sama potem opremila zadevo. V stanovanju tudi kraljujejo lepe slike. Kako ste do njih prišli? Te lepe umetnine nam je po naročilu naredil Tomaž Plavec, umetnik, najin prijatelj, ki sva ga povabila pred vselitvijo v hišo. Zaupala sva mu svoje želje in on je nekako potem iz tega ustvaril celo zgodbo. Midva sva si želela eno lepo sliko Ptuja, ki jo je on potem povezal tudi z sliko Dravskega polja, ki se lepo vidi iz naše hiše. Pa naredil je portrete naše družine in eno lepo skulpturo. Ko sva prej omenjala ravnovesje v življenju, nekako ta skulptura kaže na ravnovesje, harmonijo, ki jo vedno iščemo. No, in nekomu se očitno da precej ubadati tudi zunanjostjo. Velik vrt, veliko površin, ki so vse zelo skrbno urejene. Res je, k taki hiši seveda pritiče tudi lepa zunanjost. Mogoče je zanimivo to, da smo zunanjost, en del vrta uredili, preden smo gradili hišo, iz dveh razlogov. Eden je bil ta, da je to bil že takrat naš kotiček, kamor smo odhajali iz mesta. Drug je pa ta, da do selitve so se rastline že lepo razrasle in je bila okolica praktično že lepo urejena. Patricija, pri tako veliki hiši, tako urejeni hiši, veliki in urejeni okolici,
A si kdaj rečete, to je pa preveč zame? Ja, vsakodnevno se to sprašujem, ampak ko je pa urejeno, pa se z veseljem sedem na teraso, pa pogledam naokoli, pa smo ponosni na to, kar smo ustvarili. V nadaljevanju vam pokažemo prav poseben vrt. Hvaležni in ponosni smo, da nam je vrata vanj odprla priznana slikarka Irena Polanec. Spregovorila bo o svojem odnosu do narave in hkrati do svoje umetnosti. Nato bomo obiskali okusno prenovljeno stanovanje mlade družine in vam zaupali strošek prenove. Slikarka Irena Polanec ima še eno veliko, res veliko slikarsko platno, ki je do zdaj bilo skrito. To je njen velik vrt na vznožju Pohorja. Smeli smo vstopiti vanj, ga občudovati in se pogovarjati z vedno iskrivo sogovornico. Irene Polanec mislim, da skoraj ni treba predstavljati nobenemu Slovencu, vsaj tistim, ki so kdaj videli kakšno njeno sliko. Malo kdo pa ve, da ima Irena Polanec še eno veliko slikarsko platno, ki je bilo do zdaj skrito. To je njen velik vrt na vznožju Pohorja. Sem razmišljal, kakšen bo pogovor s slikarko o njenem vrtu. Pravzaprav ga še nisem imel, vsaj ne pri nas, ker vi razumete stvari drugače kot jih ljudje, ki imajo radi rastline. Vi jih vidite v obliki, jih vidite v barvi in jih vidite kot skupek nečesa. In vaš vrt se mi zdi je ravno to, ne? Ja, meni se zdi, da je vrt kot prazno platno, ki ga moraš naslikati. Tako jaz vidim. Pa skulptura me je zmeraj zanimala. Pa ta drevesa so tako skulpturalna, mislim, da so neke male skulpture. Drevesa so bila, kolikor ste mi povedali, ko ste prišli sem, je bilo tle veliko več dreves, ne? Kot jih je zdaj. Ampak, čeprav vem, ste jo obdržali, kolikor se je dalo, ne? Skoraj vse sem obdržala. Sicer so mi svetovali, da moraš najprej velika drevesa podreti. Meni se je zdelo to strašno škoda. Naprimer jelše. Jelše so avtohtona vrsta. Meni so prekrasne te jelše, jih kar nekaj imam. Tudi zdaj, ko vidim kakšno jelšo ali hrast ali nekaj samoniklega, ki vzklije iz zemlje, ker ga je mogoče najbrž kak ptič prinesel seme ali kakorkoli, ga pustim, naj raste. Če mu je bilo dano, da živi, ga ne bom jaz uničila. Mislim, da imam specifičen odnos do narave. Se mi zdi, da je to kot slika. Slikar vsak mora ustvariti neke svoje elemente v slikarstvu in potem te elemente ponavljati vsakič na drugačen način. In se mi zdi, da to delam tudi v svojem vrtu. Nimam veliko različnih rastlin, ampak tiste, ki imam, so premišljene, s tem, da tudi jim zgleda tukaj odgovarja. Navdušenje Irene Polanec nad njenim vrtom je treba razumeti, saj je to njen prvi pravi vrt. A že njeni predniki so bili povezani z delom na vrtu. Usodno pa je bilo Irenino bivanje v Parizu, kjer je imela priložnost obiskovati vrt slikarja Clauda Moneta v Givernyju. Moj mož včasih reče, ja pa nariši mi, naslikaj mi tako od vrta, ki ga boš ustvarila. Nikoli ne narišem, ker se mi zdi izguba časa, da boš zdaj neke grme pa drevesa risal. Jaz grem takoj v akcijo. Sadim, obrezujem, kombiniram, ker sem slikar, me zelo zanima kombinacija barv. Že sami odtenki zelene so fantastični, v bistvu narava je sama po sebi nekaj veličastnega. In ti odtenki zelene, nobeno drevo ni enako zeleno. In potem dodajam tu rumeno imam rada, ki iz sence zažari, pa rdečo, ker rdeča je moja zelo ljuba barva. To rdeča barva moči in ljubezni.
Omenili ste prej moža. Kakšna je vloga vašega moža recimo v kontekstu nastajanja, ustvarjanja tega vrta? S tem, da je moj prvi kritik, tako v slikarstvu kot v vrtu. Rada imam, da se prilagaja. V začetku ni imel dosti pojma o tem, kaj delam, ampak me veseli, da je s časoma začel tudi kaj opleti, tudi kaj porezati. To me v bistvu veseli, ker se razvija v enega razgledanega in pridnega vrtnarja. Drugače pa on, jaz rečem direktor za košnjo, ki ima vseeno, mislim, da 1 hektar trate, ne? Jaz sem pa pač za vse ostalo. A bova gledalcem torej povedala, da vi stojite ob vseh teh desetinah, da ne rečem stotinah grmov z škarjami in pazite, da so take oblike, kot ste si jih zamislili? Tako, točno tako. Ampak to me sprošča. To je v bistvu mukotrpno delo, pa moje mišice niso ravno. Ampak to me sprošča, ker grejo vsi problemi, vsi stresi. Jaz v bistvu počivam, ko to delam, me veseli. Garanje je meni užitek. Ker v življenju sem vse skozi pravzaprav zelo delala, zelo bila pridna, imela polno življenje in polno angažirana in jaz enostavno ne znam sedeti in gledati v zrak. Ne. No, ampak a kdaj sedite vendar tlele, pa prisluhnete in samo gledate? Ko ja, znam uživati, ampak zmeraj pol vidim, na enem grmu pa gleda vejca ven in že vstanem in jo že, ne. Tako da v bistvu nikoli, ker tudi Picasso je rekel, ko slikar nič ne dela, najbolj dela. Pa tako mislim, da je življenje lahko zelo lepo in vse najlepše stvari so pravzaprav zastonj, si jih moraš ustvariti. Ne? Sreča, recimo, sreča ni v množini, sreča je ednina, lepota, ni lepote, je samo ena. Zdaj, kadar greste v Francijo, a vas kdaj spreleti misel, kako lepo in kakšno bogatstvo imate tukaj, zdaj, kjer sediva? Ja, se zavedam tega. Včasih mi je po domače vsega dost, ne, ko imaš svoje male krize. Ko bi zdaj jaz bila v Parizu, ne, pol pa rečem, sedim kje pri kakem grmu ali ležim na travi, okrog mene hodijo kosi, naberem si gozdnih jagod ali češnja ali česarkoli. Pa si rečem, kaj bi dal en Parižan, da bi zdaj bil na mojem mestu. Ker Parižani vsi sanjajo o second residence, oni rečejo, ne, neki vikendi, da vse ima eno drevo ali 2 drevesa, se počutijo bogate. Ne. Jaz sem si želela, glede na to, da delam, da imam ta ciklus, ki sem ga imenovala po prvi ženski Evi, sem rekla, da to je raj, ne. To je moj raj, to je moj zeleni raj. Prenovo dvosobnega stanovanja je narekovala obstoječa oranžna kuhinja, ki je bila dovolj dobro ohranjena in je ni bilo potrebno zamenjati. Gre za interjer, kjer je prevladujoča barvna paleta nežna in umirjena, oziroma, če povem bolj v filmskem žargonu, gre za stanovanje z vonjem po ženski. Danes si bomo v ljubljanski soseski Trnovo ogledali prenovljeno stanovanje mlade družine, ki sicer živi razpeta med 3 evropskimi mesti. Čeprav imajo tukaj le začasno bivališče, se v svoj ljubljanski dom, katerega prenova je potekala pod taktirko arhitektke Nine Steiner, zelo radi vračajo. Poglejmo, kako so ga prenovili. Nina, to stanovanje je bilo prej že večkrat prenovljeno, kljub temu pa sta se lastnika odločila za novo celostno prenovo. Kaj vse ste spremenili? Tako je, stanovanje je prej že dlje časa v lasti družine, v njem so živeli različni družinski člani, ki so ga sproti po potrebi malo prilagajali svojim potrebam. Ko ga je pa prevzela sedajšnja lastnica, je pa želela, da bi to nekako odražalo njen okus in njene potrebe in se je torej lotila celotne prenove celotnega stanovanja.
Niste se pa dotikali kuhinje, ne, ki je bila vodilo cele prenove. Kuhinja je bila zamenjana v bistvu zelo malo časa nazaj, tako da smo se odločili, da jo ohranimo, ker je kvalitetna in praktično nova. Je pa živahno oranžne barve, kar ni šlo ravno z lastničnimi željami po skandinavski estetiki stanovanja. Tako da smo jo vpeli potem v novo podobo stanovanja, s tem, da smo jo kombinirali z zelo barvno monotonimi kosi in s tem nekako poudarili to skandinavsko naravo prostora. Kaj pa tele ploščice v kuhinji, ki se sicer še ponovijo, romboidne oblike, zanimiva postavitev, zanimiva oblika polaganja? Tako, izbor keramike je narekovalo dejstvo, da nad delom kuhinjskih elementov ni visečih omaric, tako da smo imeli svobodo, da smo se malo poigrali z obliko kuhinjskega ozadja, ki jo narekuje, se pravi, ta romboidna oblika keramike. In potem smo se seveda odločili, ker je vedno dobro, da imamo v prostoru čim manj različnih materialov, da bomo isto keramiko uporabili tudi pri kopalnici in tudi pri balkonu. V nasprotju z živahno oranžno kuhinjo se barvna paleta v dnevnem prostoru precej spremeni. Lastnica je želela, da v stanovanju prevladuje skandinavska estetika, za katero je sicer značilna preprosta črno-bela barvna paleta, ki jo sem ter tja presekajo tudi pastelni toni. Tukaj je arhitektka ta poudarek dosegla z uporabo tapete v umirjenih barvnih tonih, ki pa ima poudarjen vzorec. Tapeto sta izbrali skupaj z lastnico in ta je potem narekovala vizualno podobo ostale opreme. Razgiban vzorec v prostor prinese dinamiko, vendar pa ga ne nadvlada. Sicer velja, da veliki vzorci niso primerni za manjše prostore, vendar je tukaj arhitektka uporabila trik. Vsa vrata v stanovanju so brez vidnih podbojev. Ta v dnevnem prostoru, ki vodijo v spalnico, pa so še posebno nevidna. Tapeta namreč teče tudi preko vratnega krila, tako da je prehod v spalnico, kadar so vrata zaprta, skorajda neviden. No in potem prideva do spalnice, če greva iz kuhinje, kjer so najbolj intenzivne oblike, tudi žive, prideva pa do mehkih, mirnih oblik in barv v spalnici. Tako je, za spalnico smo hoteli, da je res sproščujoča. Tako smo tudi uporabili veliko oblazinjeno posteljo, žametno teksturo, ki je zelo mehka, jo kombinirali tudi z nežnimi zavesami in tam se pojavlja tudi vedno manj črnih elementov, sta samo še 2 nočni omarici kovinski, tako da se prostor res čisto zmehča. Spalnico smo mogli vmes med načrtovanjem tudi malo prilagoditi, ker se je izkazalo, da v družino prihaja nov družinski član oziroma članica. Tako da smo mogli malo prilagoditi načrte stanovanja. Družinska članica je zdaj že tu in dominira življenjski ritem nove družine. V stanovanju je bilo ob prenovi zamenjano skorajda vse. Sanirane so bile talne obloge, kopalnica je zamenjana v celoti, prav tako stavbno ter ostalo pohištvo. Od starega pohištva so ostali le kuhinjski elementi in kavč. Proračun je bil, tako kot je to v večini primerov, omejen. Znašal je približno 40 000 evrov, zato je arhitektka spretno kombinirala pohištvene kose prestižnejših blagovnih znamk s cenovno dostopnejšimi kosi pohištva. Prenova stanovanja je bila tako rekoč bliskovita. Načrtovanje je trajalo dobre 3 mesece, sama prenova pa le 1 mesec. Ampak izpeljati takole prenovo zgolj v 1 mesecu pomeni, da je res moralo vse zelo gladko teči. Skoraj. Ampak na koncu je bilo seveda skoraj tako, kot v kakem resničnostnem šovu. Večer pred prevzemom je lastnica prišla pogledati in je bilo še kar vse malo nametano, sicer samo, ne vem, škatle od pohištva pa take majhne stvari, ampak na videz je izgledalo, kot da še sploh nismo končali in je bila kar malo v skrbeh in slabe volje, pa smo jo vsem pomirili in naslednji dan je brez težav prevzela stanovanje in je bilo vse super v redu. Hvala, ker ste bili z nami. V naši družbi boste lahko uživali ob sobotah popoldne na prvem programu Televizije Slovenija ter ob nedeljah zvečer in sredah popoldne na drugem programu. Obiščite nas tudi na našem Facebook profilu TV Ambienti in na spletni strani www.tvambienti.si. Želim vam obilo ustvarjalnega navdiha in se vidimo prihodnjič, ko si bomo ogledali Stanovanje napolnjeno starinskim pohištvom in dopolnjeno z novimi drznimi elementi.
Pokazali pa vam bomo tudi družinsko montažno hišo ob lepi zeleni kulisi parka Natura 2000.